Dobro došli na Odsvirki podcast. Nemaš? Ja, imam se postavljen. Sceno sem spremenil, po mojem, ker sem ruknil računalnike. Ne toliko. Si zadovoljen s postavitvijo? Ja, jaz sem zadovoljen. Pola začnemo z našo znajno prvo epizodo. Se smo že začela, po mojem. Ja, zdaj moramo lepo sedeti. Če svojo držo popraviš, pa ostali to vidijo, oni tudi bo vsi lepo sedeli. Tako da. Da moram še kaj bolj druga narediti. Bodi puran je moj moto. Kako misliš, da se je zdel poslušalcem najin intro? Ne mislim uvodno epizodo, mislim najin glasbeni uložek. Glasbeni uložek. Zapište v komentar. Prosim. Lahko da jih je kaj, upam, da jih je kaj presenetilo. Ja. Predvsem kakaj več glasne zadeve. Če je kaj je presenetljivo, ampak jaz mislim, da je to nekaj, kar bojo znani glasbeniki čez nekaj časa igrali na odru. Definitivno. Predvsem na porokah se bo to igralo. Na porokah, ja. Imagine, da prideš, da te najame ta 1-2, ne? Pa prijejo svatje na poroko, pa se začne dobro. Je pol se vsi lepo usede tako tisti, ko sedijo na odru, pa se podcast začne, pač ni poroke ti zdan. Hipotetična dobra situacija. Kaj se bomo danes pogovarjala, Florian? Danes bi mogoče šla malo čez to, zakaj smo se sploh odločila, da bi imela podcast, pa mogoče povemo še kaj o nama, tako začetek pa verjetno. Lahko pa, da se bo tudi kakšna druga debata vmes. Ti si pa zanimivo mikrofon nastavil. Ja, ne vem, malo se še iščeva jaz in tvoj mikrofon. Greš na rodeo, ker imaš rode. To mogoče moraš se zložiti fora zdaj. Ja, znamka mikrofona je Rode in sem dodal O in Florian gre na rodeo. Sem zdaj, ker si enkrat razložil. Ja, če si hotel, da razloži. Ja, kaj boš pa povedal, da si, da imaš otroke rad? Ko? Ja, če si predšolsko vzgojaš tudi. Ja, toliko nazaj gremo. Ja, gremo še bolj nazaj. Prav tako predstavitev, dobro. Ja. No, pa zdaj, ko si mene vprašal, kaj? V termah si se rodil, menda. Ja, noter v bazenu. Kjer kraj je to? Res prav tako zdaj boš intervju. Ja, nekaj moram vedeti o tebi, jaz ničkaj ne vem o tvoji preteklosti. Ja, ničkaj ne veš. Ja, v preteklosti ne vem, kakve so tvoje travme otroške. Napačen podcast. Napačen podcast. Nič, jaz le za sebe, najprej to, zdaj, ko si me vprašal, jaz sem Florian, prihajam iz Rimskih Toplic, oziroma tam sem se rodil. A res je treba tam? Shit. Rojen, da to je Če še me je rojen sicer v Celju. Jaz tudi. Potem pa sem živel v Rimskih zdaj smo v Šentjurju, ne smemo točne lokacije povedati. V glavnem, tukaj smo zdaj dobre 2 leti, do prej sem živel v Rimskih. V osnovno, to je zdaj tako, da applyam za first job, ko napišeš, kam si osnovno šolo. Ja, se to je job application to the world, v bistvu. Okay. Hočemo, da najamejo za, ne vem, za kakve cateringe. Ne. Pa delaš sam na masti, neka taka fora. Pa ti si šel takoj v glasbeno, drugače? S prvim razredom je bila pripravnica, najprej 1 leto tam smo igrali flavtice. Pripravnica, Greče se glasbena pripravnica, kjer pač malo vidijo, če si ti sploh primeren kandidat na to foro. Pa malo imaš pač prvih teh stikov, ni tako zelo šolsko, bolj se učiš te pesmice. Kako pa vejo, da si primeren kandidat? Ne, da si primeren kandidat. Pač vidiš, če si zdaj za glasbo ali ne, pa načaloma se tukaj pa malo... Okay. Čeprav nekateri, mislim, s tem ni nič narobe pa moje, ampak nekateri tudi, ko gotovijo, da niso glih za to, pač vsaj nekaj časa ustrajajo. To igraš kako flauto? Uno leseno. To mislim, da se reče blok flauta, ne vem, kak je. Ja, ker drugač, meni se zdi, ko da če za nazaj gledam,
da so skoraj vse punce flauto špilale. Vse punce kje? V osnovni šoli. Ko vprašaš, kaj si ti v glasbi, da je bilo to ful tako. Ja, veliko je bilo, mislim, to se mi zdi, ko se, mislim, za začetek je ful easy, ker ima tudi ful manj lukn, za pokrit, ne? Medtem, ko polteti, ko so šli malo bolj resno, to si pa bolj hiter. Mislim, so pa hiter začeli pa s prečno flauto, naprimer, to je pa ta na strani, kaj imaš. Ne vem, ali na desni ali na levi. Kako si prišel s flaute do basa? Težko. Ja, najprej sem imel klavirja še 7 let. Tada sem igral najprej 1 leto flauto, potem sem naredil 6 let klavirja, tem, da efektivno bi rekel, da sem 4 leta tako igral, da mi je brez bilo fajn, pa da sem dejansko vadil. Potem sem pa naredil pač, no, še dodatni 2, torej vse skupaj 6, pa so mi pa še ponudili, da imam opcijo še 1 leto iti, s tem, da sem vmes poleg klavirja zadnjo leto hodil še na kontrabas. Pač to je bilo v glasbeni šoli Laško Radeče, najprej sem hodil, skozi sem hodil Laško, narobe sem rekel. Sem da najprej bilo v eni starejši šoli, tam, ko so prenovili, kjer je zdaj glasbena šola, to ne vem, poznaš. Ne, jaz bolj zato to sprašujem, ker res nisem nikoli v klasični glasbeni šoli bil in sploh ne vem, kako poteka ta sistem pa to. In ko je bilo narobe s tabo, da si šel s klavirja na bas? Ti me zdaj sam žala cel podcast. Tako je, da dobil sem opcijo, če bi šel kontrabas igrati, ker se je ta program menda takrat odprl. Takrat je isto Krasnik učil na začetku, ki je zdaj, mislim, ki je v Dunajskih filharmoniji, druga je zdaj že nekaj časa. In sem pol se s tem kontrabasom ukvarjal, ampak tam smo v glavnem klasiko delali, pa z lokom veliko, ne, zdaj pač kontrabas lahko igraš, ja. Lahko igraš z lokom, ne, lahko pa pač, kako se to reče, s prsti pač, no. Ne, tuj kaj je. Kontrabas lahko igraš z lokom? Ja, tako violino ali pa ostala godala, ja, tudi. Moraš. Tukaj noter bomo dali klip, kako nekdo igra kontrabas. Zmenen. Pa loads mora biti verjetno. Pa moraš imeti unlock. Ja, da prav. Pa Jager. Pa Jager. Jager te sponzorira, pa da si uspešen. Ok, dobro. Tako da to, pa nekaj časa sem kontrabas igral 3 dobra leta, recimo. Pa se mi ni dal več s klasiko ukvarjati, pa sem se začel pa bas kitaro sam učiti najprej. Pa sem najprej snel na posoji od danega kolega. Pa sem si pa počasi svojo opremo kupil za zelo pocen. To je pač, ne vem, bazo 100 evrov ali pa tak, no. Začeval tudi nekaj takega. Pa iz tega sem prišel pa do profesora Šonca. Shout out to Šonca. Ki je pa mi dal... The myth, the legend. The myth, the legend. OG. Ki je pa dal, mislim, ponudbo. Pač rekel je, če bi v bandu igral in pa sem jaz pač rekel, da bi probal in pa sem začel tam nekaj igrati. Ja, in se ful navdušil. A si lahko dokaj enostavno prenesel znanje iz kontrabasa na bas električni? Ja, v bistvu po eni strani je bilo ful lažje, zato ker godala v večini nimajo nobenih prečk. Ja, to sem jih mislil, ne. In je to takoj lažje. Je lažje, ja. Pač itak prazne strune sem vedel, kjer so pa nekje do druge lege, sem znal že iz kontrabasa, od takrat sem pol pač to malo znanje prenesel gor, pa se pa tak, ne vem, največji learning curve je pa malo tle, da se naučiš, kjer enote se dejansko po celem vratu, pa da vse uporabljaš, da nisi sam tu v nizki legi skozi, čeprav je tako, da basist bi se mogel tam v glavnem držati. Ampak ja. No, od tukaj pol... Tisti je pa šprudlanje, če greš na visoke. To reče naš kolega Jerry, da igraš fuge. Fuge igraš. Kao te klasične, ko se skozi se dogajajo, ko so ti prehodi. Zelo melodično. Jerry Marski reče. Marskiro fugo zaigra Jerry. Ja. Zdaj pa, mogoče, jaz tukaj zdaj pri srednji šoli, hodil sem v rimske, pa sem se pa upisal v srednjo šolo, na predšolsko, na gimnaziji Cele Center. Zdaj pa na tem mestu se pa ti vrneš na začetek, pa mogoče še ti malo poveš, kako si priplaval iz muzirja. Ne morem, ko me moti, ko ti računalnik tako re. Ja, to je pa mislim, ventilator. Da se to čuje na majko? Po moje ne. Okay. Če pa no, se bo gater. Prvo, mislim, da moramo razjasniti najpomembnejše vprašanje, ki ga gledalci, ki naj ne poznajo, želijo zvedeti odgovor, in sicer, a smo mi dva par? Ne. Dva od cvirka. Mi dva smo
Zelo... Kje si zdaj to? Je zato, kot eden začne gledati dva tipa sementa, zigrsta. Zigrsta, aha. Po mojem. Okay. Nisma še par. I didn't know that. Zaenkrat imamo vsak svojo punco, pa bomo pa videla. Ko bo podcast uspešen, je pa vse mogoče. Zdaj pa mogoče boš, da res neham govoriti. Ja, druge stvari reš. Ja, ok. Ja. Torej, kaj si me vprašal sploh? Kako si priplaval? Pa če sem zdaj povedal do srednje šole, kako sem prišel, se pa ti poveš, kako si iz Mozirja priplaval. Bi pa lahko oba če se je Savinja dol, kjer je najbližja reka vam? Ja, Savinja. No, bi lahko oba po Savinji priplavala, sem ti z tokom dol, jaz pa proti toku gor. Če bi šel od doma. To bi bila pesem. Ma pripravljam. Zmenjen. To je naslednji segment. Kak je pa naslov? Po Savinji do Celja. Iz Logarske doline vam prinašamo pozdrav. To je že neko matanje. Ja. Copyright. Mozirje. Ja. S čim si se ti kaj ukvarjal na začetku? Ti si se bolj športom ukvarjal ali si igral, nisi nič? Prvo sem se rodil in... Hvala. In pol sem bil. Zdaj pa... Mogu ugasniti to. Bom preskočil tisti del začetni življenja, ko se tak neč ne spomnim. Imel sem sicer neke zdravstvene težave z srcem, vse je super. Aha, to lahko tudi poveš. Vse super rešeno. Eno žilo sem imel zoženo pri srcu. Vse se je super rešil, edina posledica je, da se nisem pol smel z nekimi težjimi fizičnimi napori ukvarjati in zato, ko si glih šport omenil, jaz sem si zmeri ful želel kaj trenirati, nisem pa smel. A si pa zaradi tega postal pevec, ko ne rabiš nobene opreme nositi? Sem tekle mikrofon. Ne, pevec sem postal zaradi tega, v bistvu sploh ne vem, zakaj sem postal pevec. Ker jaz se nisem, nekako sem se v bistvu do otroštva z glasbo ukvarjal, ampak začel sem z električno kitaro. To ni dolg trajal, 3 leta, zato ker jaz sem mislil, da bom 2 meseca tamle takle delo, pa bom začel, ker AC/DC so laže špilati. Kaj ti je pa bilo najprej, kaj si hotel se naučiti od muske, ko si rekel, da si začel kitaro? Ne, sam, kdo ti je bil vzornik, naprimer, pa ko si rekel AC/DC, ti je bil dejansko AC/DC, ali to si dal zdaj sam kot banalen primer? To sem dal en No, kaj pa si vadil? Ja, v bistvu, mislim, da jaz nisem nikoli čist skomuniciral temu učitlu. Privat si hodil pa? Ja, okay. Ko bi jaz rad znal. On me je pa začel učiti akorde, ampak on me je začel učiti akorde z takimi komadi, ko jih jaz sploh nisem poslušal. Ne vem, neke slovenske popevke, pa narodno zabavna glasba, pa tak naprej. In pa me je minal počas, ker nismo niti, se mi zdi, a smo do kakih lestvic sploh prišla, se ne vem. Pa sem pa malo pustil glasbo, v tem času sem se ful ukvarjal z plesom, bil sem hip-hop dancer, bi lahko rekel. A nisi imel ti, nisi na neko folklorno skupino tudi hodil, ali to je nekdo drug? Ne, to je kar pač tak hip-hop je bil. To se spomnim, ko imaš neko sliko, drugače z neko monster čepico. A je to takrat? Ja, se je tudi kak posnetek se najde. To bi mogli dati noter. Do not attempt. Ali to slikico, ali damo noter? Ja, če si upaš, lahko. Bo monster prišel. Ja, ampak tako sem rekel, nisem se glih ukvarjal s plezom, ampak sem se probal ukvarjati, ker sem bil kar za neč, po mojem. Imel sem pa zmeri ful. Vsega, kar sem se lotil, sem imel od družine ful veliko podporo in od domačega okolja, se pravi v osnovni šoli, pa pač od domačega kraja. Pa kje si pa treniral to, če te lahko malo prekinem? Ja, to je bilo kar v sklopu šole. Aha, kot neki zbirni oziroma krožek. Mojca Štancar, ful fajna učiteljica, ful veliko mi je dala priložnosti, da sem bil kreativen. In pač v sklopu teh prireditev plesnih je dala ona meni priložnost, da sem jaz ful delal na tem tudi, da so se vmes neke entertaining točke izvajale, ali pa neki stand-up, ali pa skeči. Aha, ne, sem plesno. In je bil to v bistvu, jaz takrat se sicer tega nisem zavedal, ampak
je bil to pač bolj nek del, ko me je oblikoval, ko pa pač ti ples. Zato, ko moja bi rekla, da še danes ne znam plesati. Ja, nisi dosti delal na tem. Ja, mislim, nisem se nekako tak... Problem je tudi, da mogoče to, da sem jaz človek, ko se zelo racionalno pa analitično stvarem posvetim pri plesu, pa mogoče moraš malo se sam sprostiti, ne. Vemo, kdo bi ti rekel. Ja, kdo? Naslednji gost. Oziroma eden izmed gostov. A ja. Ja, tako da sem pol tekom osnovne šole vodil prireditve, pa skripte pisal za prireditve. Pa torej ti si se čist prek plesa v bistvu soočil s tem, da bi rad tam se je začelo to. Javno nastopil, oziroma da ti je bilo fajn. V bistvu sem bil 5. razred ali 4., ko sem nastopil že z Denisom Avdićem pa nekimi komiki v muzerju. Zaradi tega, ampak jaz sploh nisem imel svojih for. Jaz sem sam, en tip je bil komik Vrlič. Ja, to poznam. Iz Gornje Savinjske. In jaz sem se tisto vse na pamet naučil. A ni on drugač nekje iz Pohorja? A ja, ja, se to sem se zmotil, imaš prav, ja. Okay. Ampak kakorkoli, jaz sem kopiral vse fore od ful različnih komikov, pa sem to zmetal skupaj. In ljudem je pač bilo atraktivno, po mojem, zaradi starosti, ne? Ker sem pač bil... Ful mali pa vicepoka. Ja. Nastopač. V tistem času sem pa začel tudi diatonično harmoniko ali frajtonerco igrati. To je drugač ful dobro, da si šel iz hip-hopa na frajtonerco. Ja, ampak jaz sem isto, nisem frajtonerce začel igrati zaradi tega, ker bi poslušal narodno zabavno glasbo. Ampak ker si jo mogel. Včasih nisem sploh poslušal, zdaj tu pa tam poslušam, ker pač se mi je okus malo drugače razvil, pa, ampak še vedno imam neko mejo, kam je zdaj kvalitetna narodno zabavna glasba, pa kam je ni. In sem pol v bistvu harmoniko igral 5 let, 6. Začel sem se pa učiti zato, ker je šel viral na YouTube, takrat je bil YouTube full tak, da se je začel razvijati. Povojih, ja. In je en posnetek full ogledal dobil, ko je en Slovenc ene venčke posnel, ko je na frajtonercu špilo mikse nekih angleških house pa pop komadov, pa ko je že, pa kakve te Balkan hite, pa Jugo rock, pa to. A se spomniš, že to bil? Ne morem se spomniti. V glavnem, ja, dober delo je venčke. Ampak on je pač prodajal pol CD-ja, da si se pač to lahko naučil, ali je bilo na ključek, ali kako se ne vem. Jaz sem tistakrat. Mene pač to navdušil, ko sem videl, da se da na frajtonercu zaigrati ene zvrsti glasbe, ko pač mogoče ne bi pomislil, da se dajo. In sem se pol zaradi tega, ampak pol, če sem pa hotel to znati, sem mogel pa začeti z narodno zabavno. In sem pol ful dolg drko to harmoniko. Pa na neka tekmovanja sem tudi hodil, ampak nisem nikoli nekaj uspel, ker sem... En tak problem sem imel tako, sem ga imel v šoli. Da sem bil ful, hitro sem se učil, pa hitro sem prišel do neke zadovoljive stopne. Nisem pa tistega časa posvetil, da bi to prišel do neke perfekcije, da bi bilo to ful dodelano. Tudi se mi zdi, da se je čul takrat, da jaz te harmonike ne igram glih z dušo, da imam neki ful tehnično naštudirane stvari. Nisem pa že zdaj, če po ful dolgem času, če bi jo kdaj primal v roke, ko sem probal, se mi zdi, da čist drugač začutiš tisto dinamiko, pa to, ko sem jo takrat, ker te muzike sploh nisem poslušal. Ja, pa sem pa igral harmoniko nekje do srednje šole, pa sem jo dal v kot. Pa še znaš kaj zaigrati zdaj, če bi ti jo dal v roke, ko bi se zgodilo? Ja, če bi se usedel za kak mesec, bi po mojem vse nazaj naštudiral. Problem je, da se zmeri spravim zdaj špilat, ko sem pijan in pa zgleda, kot da nič ne znam več. A lahko prosim enkrat samo prineseš, pa to podamo zraven. Ja, bomo. Pa vse mora biti... To zlahen podcast začnemo s tem, meni sek. Vse mora iti v klip. Ja. Pa da bo tako ona bolha, ko imaš ti. Boma dala link. Link v bio od enega remiksa bolhe od Avsenikov. Je zelo fleten. Ja, pa sem pa v 8. razredu. Zdaj pa prijema končno do 5. Nisem bil nikoli v zboru, pa nič,
Ampak mislim, da sem vseeno to veselje do glasbe dobil zaradi Ata, ker je, on se sicer direktno z glasbo ni nikoli ukvarjal, ampak bil je pa full fan muzike. Glasbe, ja. Je probal bas igrati, ampak to še niti mene ni bilo, pa je imel nek prav Fenderjev jazz bas, pa ga je pa prodal zaradi tega, da si je lahko avto kupil. Koliko je bil pa vreden to, mislim, da je to šlo skozi? To je bilo, po mojem, mislim, da sem šel enkrat gledati, tako bi danes rekel 3 ure. Tak, mislim, ampak to je, ker bi ti z basu že kar vrednost narasla zdaj, zaradi tega. Po mojem je bil realno, tako bi rekel, Jurija pa pol, ne. Je pa kaj, to nek USA? USA je bil, ja. Svašta. Ni bil kak Squire ali pa kaj. Ja, pohljeni. Tako da je pa še hodil pač po bivši Jugi bandom pač kot tehnik postavljati zvočenje, pa to pa pomagati. Pa ful veliko je imel kolegov v Zgornji Savinjski, ko so se z glasbo ukvarjali. In pa je on skozi Ata ful poslušal, pa on zdaj še po vsem času, odkar jaz vem, še kar isto muziko posluša. To so že isti komadi, isti Naprimer, no da ima parih neštaj mogoče. Elton John, Allman Brothers, Eaglesi, v bistvu star rock tam, pa ne toliko star, kot Led Zeppelin in pa to. Sem ko so 70, 80, tako da. Ja, ampak bolj 80 po mojem on poslušal. Ker je itak takrat, to je njegova mladost v bistvu, ne, on je letnik 64. In ja, Queen je tudi, teda ful te muzike se je skozi nekako v ozadju, pa v avto, ko sem jaz odraščal, sukal, ampak jaz nisem tak, da bi zavestno to poslušal. Je kdo pri vas doma drugače tako narodno ful poslušal, ko zdaj si rekel, da oče bolj ta rock, pa to... Ja, vsi, ampak... Je to bolj kulturno pogojeno, pač glede na konce. Pač Zgornja Savinjska, jaz sem pod Goltmi doma, gor so tudi ansambli skozi hodili špilat, pa Ata pa mama sta imela kar nekaj let bar v tisti vasi, tam, ko je gondola. Ja. Tako da, pa tudi sama sta organizirala pa tam neke fešte pa to. Zdaj, do tega pa sem prišel po mojem, da sem skozi nekak z muziko se ukvarjal, pa sem pa v 8. razredu ali 7. zaradi nekega joka, ene kolegice, zramen ene kolegice, tam v Žakovcu smo bili. In je bila neka fešta. Prosti, kot te prikajam, bi sam mogoče malo razdelil, iz kje točno si, kje je Žakovc, Quire, Degunda, vasica pod Goltmi, to so smočišče Goltmi. Pod Goltmi ali Goltemi? Pod Goltmi, kakor veme, ja. Je kar zanimivo sklanjate. In pol to spade. Tako, tam, ko se gre na gondolo. In tam je pač en bar, ki zdaj bolj slabo obratuje, ampak včasih je bilo to ful, tam mrgolelo enih ljudi. In smo imeli takrat neko srečanje, neka banda, je pač suška banda se reče, to so neki trubači, pa zraven je igral harmoniko, tako je mene učil. In pa sem jaz tudi tja prišel, pa še ena pevka, Katja Brezovnik, pa en sosed, ko je kitaro igral Medart. In mi trije smo se tam, mi smo bili približno enako stari, smo šli na kup in on je špilo, Katja je pela Proud Mary, jaz sem pa sam zraven delal Rolling, nič druga. In pol je sam to bil joke, da zdaj bomo pa mi v šoli neko točko naredili. Ampak to jaz do takrat nisem pel, niti v zboru nisem bil nič. In pol se je iz tega razvilo, teda ja, Katja Brezovnik, zaradi Katja Brezovnik jaz pojem. In pol smo imeli neko točko, moj prvi nastop je bil na Golteh, ko sem pel Me and My Broken Heart, Rixton, ene, ko povem, 6 tonov nižji od originala, pa še vsem sem se matro. Je pa kaj si imel tak nizek glažo, takrat ali kaj? Ja, kar hiter sem mutiral jaz. Mislim, zelo tako zgodno puberteto sem imel, tako 6. razred že. Ok, dobro, ja, pol tam mislim, nisem v 6. razredu končala. Takrat zaključen vlada zrasla v 6. pertik. Tip je ploden. Ja. Ok, Katja Brezovnik, ja? Ja, pa prvi nastop. Tudi tisti nastop je še nekje online, žal. Online celo? Ja. In pa
sem jaz takrat ful začel poslušati Maroon 5, pa to, kar je bil takrat pop, in sem ful šel te falsete visoke se učiti. Pa sem to kar hitro usvojil, ampak sem bolj smešen zvenel, zato ker nisem imel nobene tehnike osnovne in sem se, ko sem normalno pel matro, tisto mi je bilo pa easy. Ampak pa zato, ko sem rekel, da je bil Mozirje, pa osnovna šola Mozirje ful dobro podporno okolje za razvijanje enih sposobnosti, čeprav si bil za nič. Imel si priložnost, že to je ful veliko. Imel si priložnost, pa v zmeri pač so te sprejeli, ni bilo to, da bi ljudje bili ful neki kritični na tistih prireditvah, dovolj je bilo, da si upal nekaj narediti. Ne? In je bilo to pač ful dobro zato, da nisem odnehal, ker po mojem v kakem drugem okolju bi lahko. Pa tudi to je pomembno, da nisem odnehal, da sem dobil za rojsten dan takrat, ne vem, 8. 9. razred, da sem se šel k pevki Ali učiti. Za en mesec so mi kupili ur. Kaj so to 4 ure, ali kako to funkcionira? Tako. Okay. In sem pol ostal v muziki od takrat naprej, pa sem se pol pač poglabljal v tehniko in tudi to me je rešil po mojem, ker verjetno, če bi sam nadaljeval, dvomim, da bi mi se še dal s tem ukvarjati, ker je tudi Alja pač ful dober pedagog v smislu spodbujanja, pa da te zna na prav način predstaviti, kaj imaš za popraviti, brez da ti reče, da si za nič. A misliš, da je to splošno, da je nek učitelj splošno dober, ali misliš, da si se ti specifično fajn ujel z njo? Ker me zdi predvsem to drugo, da imaš recimo učitelje, ki se z učenci, imaš tak, ki nasplošno se fajn ujame z učenci, ampak ni nujno, da jim da znanje predaja, medtem ko imaš tak, ki se fajn z učence ujamejo in pač jim ta način predavanja pač ful paše in veliko več odneseš od tajega učitelja, ko se ti pokonekteš z njim. Ja, mislim, da se z obojem lahko strinjam, kar si rekel, pa da je malo odvisno pa od učitelja, ampak koliko se povežeš z njim... Ne, kak je bilo... No, kar da je, sorry. A sem da narobe zastopal? Ne, kar poveze do konca? Ja, jaz sem zdaj mislil, se pravi, da ali se ful povežeš z njim, da je to pomembno, ali da se učitelj zna generalno, kako je, mogoče nisem čisto razumel, kaj smo hotel vprašati. Jaz sem dal 2 primera, recimo, zdaj pa mene zanima, kak je bilo v tvojem. Ok, pri meni je bilo tak, da sem se jaz ful poštekal z njo, ampak sem jaz načeloma generalno okoli sebe videl vse, ko jih je ona učila, da je bilo isto. Tako da je imela pač ima nekaj taga, da se zna ti posvetiti, da te zna spodbuditi, pa da je tudi kasneje, ko sem na primer hodil k Boštjanu Korošcu, ena ful pomembna lastnost, ki jo imata oba dva, da se jima ni bilo problem pogovoriti o nekih stvarih, ki niso direktno z glasbo povezane. Se pravi, da imaš ti v nekem obdobju, ko pač odraščaš, ko si, ne vem, srednje šolc, pa tak naprej, da imaš nekoga, ko mu ene stvari lahko mogoče poveš, ko jih pa mogoče enemu ne boš, ker si neko mero zaupanja zgradil na tistih. Torej, malo pedagogi, pa malo psihiatri. Malo, ja. Oziroma, no pač, imaš nek safe space, ko se lahko pogovarjaš. Tako. To je bilo in pri Ali, in pri Boštjanu. In nisem takrat tega sploh tako dojemal. Mislim, oba imata tak tip osebnosti, da sploh nisi ti zdelo, da nekaj oversharaš, a veš. Pa miš, da je bilo prav oversharanje, zdaj ko nazaj gledaš, mislim, oversharanje? Ne, ni bilo. A veš, vse po mojem razumejo tudi, da glas je inštrument, tvoj inštrument je tvoje telo. In da pa vse, kar imaš v lifeu, pa kar je stresa, pa to se ti lahko vse prenaša na to, kako boš ti nekaj zapel, pa kako boš performal. In je tudi psihologija petja čist tesno povezana z osnovno psihologijo človeka. In zato sploh na glasu predvidevam, da se to ful pozna. Mislim, bi se lahko. Sigurno. Nisi še zdaj prišel do srednje šole? Ja, zdaj sem mislil. A ja, mislim, upisal sem se pa na isto srednjo šolo kot ti. Gimnazija. Kam si se upisal? GCC. Ja, upisal sem se pa tudi zato tja,
ker mi je bilo na informativcih ful všeč, kak je bilo glasba tam. Kak je bilo glasba tam? Ja, da je bilo ful, videl se je na Davč, da se ful podpira neke obšolske dejavnosti. In to mi je bilo pač blazno všeč. Pa tudi eno povezavo sem imel, da je Samanta Maja Šolaja, ki se je tudi učila pri Alji, pa smo bila že odprej kolega, je tudi hodila na GCC. Pa mi je mal rekla, da pač tam se imajo pa ful fajn. In pol sem prišel tja, ti si pa glih šel. Starina. Čakaj, samo malo tule preverim nekaj, ker imam mogoče z audijem neke težave. A nimaš ti Hyundaia? Z audijem. Cool. Da vidim, če to gre. Mislim, da gre. In lahko nadaljujemo. Vstala smo pa na tem, na GCC-ju. Na GCC-ju. Ja. Pizda, pozabila smo ploskat na začetku glasno. Ja, da bomo pa uskladila. Ja. Ostala smo na GCC-ju. In ja, pol sem jaz prišel na GCC glih, ko si ti šel. Kjerga leta si ti šel? A si šel ti 2016 v prvi letnik faksa? Jaz mislim, da sem zaključil 2014 srednjo šolo. Ja, mislim, 15-16 je bil pa... 14-15 najbrž zaključil, pa 15-16 naprej. Ja, tako. Ti si glih šel. Ampak vseeno, jaz mislim, da kar se glasbe tiče, je bilo tisto obdobje, ko si še ti bil zadnjo leto, pa mogoče malo pred tem že, pa dokler sem bil jaz na srednji šoli, oziroma mogoče do 3. letnika, to je bil tak golden age GCC-ja. Ja, meni se to zdi. Ne, čeprav to vsaka generacija pa reče na koncu sebe. Mislim, sploh jaz mislim za nas glasbenike. Ker se mi zdi, da je tudi ekipa Šlagersov, Šlagers je bil srednji šolski band, je bila ful enega talenta je bilo notrno. Zdaj mogoče preden gremo v to, bi se mal vrnil nazaj še. Ne, nazaj. No pač, zdaj mal zaokrožim sam to, da ti se pač v glavnem zdaj ukvarjaš s petjem, to ti je tako v centru, kako bi rekel, centru pozornosti, medtem ko se jaz z basom, oziroma pač no, da igram bas-kitaro. Bas-kitaro. Sorry. Basket case. In zdaj bi mogoče tu naprej, pa za srednjo šolo, pa kak smo se sploh midva najdla, pa kaj se vse... Pa kaj... Ne se prav. Pa kaj se vse tukaj dogaja. Mogo bi si, evo, si malo popravil tako. Daj si ga probi tak naštimati, ko ga imam jaz. Ali pa tak, ok. Nekaj se vedno pa tako. V glavnem od te, kak so se najne glasbene poti potem srečale, oziroma kaj je bilo sploh. Tu jaz bi šel sam mal nazaj in bi to povedal, da jaz sem pol, ko sem prišel na center. Ja, veš kaj bi sam povedal še ti, zakaj si se upisal primarno na GCC, pa na kjer program? Primarno sem se upisal zato, ker sem nekako mislil iti na gimnazijo. Sicer nisem sploh vedel, kaj to pomeni. Sam pač imel sem dobre ocene v osnovni šoli in pa je default response vseh okoli tebe, da moraš iti na gimnazijo. Ampak šel sem na informativne, razmišljal sem še, da bi šel na zdravstveno, ker imam veliko, pač pa vedno me je zanimala medicina, tudi zaradi sestre, ko sem že bil, ona je hodila na zdravstveno srednjo in sem že, ko sem bil mehen, njene učbenike gledal, pa tiste slike v anatomiji. Pa si užival, ko si se učil Rdeči križ. Ja, jaz sem prvo latinsko govoril, pa slovensko. In zaradi tega sem šel pa na informativne prvo na center, mislil sem pa iti še na kajuh, pa na zdravstveno, pa nisem šel kamor pa več. Sem rekel, pač tule hočem biti. In so me takrat toliko navdušili, da sem pač pa... Torej, v glavnem nisi vedel točno kam, ampak si se odločil zato, ker ti je dobro šlo, pa ker ti je bil vibe šole na informativcih všeč. Okay. Tako. A ti se spomniš, da smo imeli mi popoldan puk? Ne. Nič ne veš o tem? Dejansko nič ne veš o tem? A predšolci sem. Ja, to mislim. Najbrž je še bilo nekaj tega. No, ker jaz sem se za opis, sem se v glavnem odločil zaradi tega, ker mi matematika ful ni šla.
Oziroma, ne vem, ali nisem mi odprl nek kanal, da bi to razumel, ali nisem dosti delal na tem, pač ne vem, matematika mi res ni šla. In sem pa ful iskal pač nek program, ki bi mi bil v redu, pa da nima matematike. In se mi zdela to ful dobra pač opcija, ker si imel res take predmete, itak ful je bilo, da ga že ene glasbe pa enega izražanja in si lahko ful velik na tem delu. Na informativce sem pa šel glik sam zaradi tega, da sem malo videl, mislim, da sem se že tako... Ne vem, jaz mislim, da bi težko naredil neko gimnazijo v tistem času, če bi mogel se ful z matematiko. Zdaj mogoče bi se nekaj lažje, mogoče zram spravo. Ja, ne vem, ker včasih sem bil recimo na tak, mislim, ko sem ful velik delal neko stvar, sem pa ful dobro razumel, recimo neko poglavje, ne vem, logaritmi so mi recimo ful fajn šli na našem, pač mi smo imeli tak mal bolj enostavno, kukor pa splošno, ampak recimo to mi ful šlo, pa kukor je bila nova snov, sem jaz spet rabil, recimo zamudil sem 14 dni kodnih funkcij in pol sem imel ful težave s tem. In pol sem sam iskal, da pač se izognete matematike. No in zaradi tega sem šel pol tudi na predšolsko. Downside je bil pa to, da smo imeli ta popoldanski puk. Kar pomeni, da mi smo imeli, ne vem, poprečno še vse, ne vem, 8 ur na dan, ampak za mene se je 0. ura začela 10:35 ali 10:25, nekaj takega. Pa običajno si imel puk do 15:07, oziroma mi smo se vozili z vlakom, si pa se zmeril z učiteljem, da si šel 15 profesorjem, ja. Da si lahko šel 15 minut prej, da si potem vlaku jel, mi smo rekli čez 7, da si bil prav čas. Zdaj tako, ko študiram za nazaj, se ne spomnim, da bi še ta režim bil, ko sem jaz prišel. Jaz mislim, da pač naš program je trajal takrat 4 leta, pa mislim, da ko sem bil jaz 4. letnik, že mislim, da so toliko šolo razširili, če je bil to problem, da so imeli vsi dopoldne. Ker je bilo tako, da imel si 3 leta si imel popoldan puk, ta 4. leto, ko si se fajn navadil, vstajanje pa tega si imel pol zjutraj, pa si pa imel 0, pač 7, pa 10, sem mogel 5 stati, da sem tam vlako jeval, to je pač umrl. Pa še tako je bilo ful pogosto, da zdaj ne, pač pri meni si že bil, sam nečkaj velik. Ja, pred hišo sem. Pač no, rimski. Mislim, je bilo ful dober, ker imam pač svojo sobo obrjeno v tej smeri, kot je železniška postaja in pač rimske so že tak ena, pač no, ne bom rekel kotlinica, pač no. Ja, vse je da jaz pač tako recimo nad hribom in vidiš železniško dol in pol, ko je bilo slabo vreme, si čul, si slišal, ko je vlak napovedal. In se doskrat ustal takrat, ko je prihaja na drugi tir, pa si tako... Ja, da si že zamudil. Ja. Mislim, da sem se zbudil in ga napovedal, jaz ne pa pol časa. A zato si zdaj tak fan logističnih ugank. Ne, mislim, da sem to razvil pol kasneje. Tukaj ne. No, v glavnem... Ja, pa se ti je zdaj hiter pol, mislim, a se ti je sploh zdaj, da si se prav odločil, kako si se opisal? Ja, glede na to, kar delam zdaj, pa kam me je življenje pripeljalo. Se mi zdi, da ja, no. Mislim, itak se mi zdi, noben ne ve, če je naredil prav, niti ne, brez veze, da se ukvarjaš po moje s tem. Za nazaj sem zdaj pa naredil, mislim, se mi zdi bolj smiselno se koncentrirati na sedanjost, pa da ti pa se usmiriš, kaj lahko zdaj ti narediš, no, ne, da zdaj iščeš neko krivdo vse pa v drugih. Tako da mislim, da sem se dobro odločil, ful sem imel, na GCC-ju sem imel zelo veliko, kot sam veš, veliko enih priložnost pač nastopan. Tukaj še enkrat lahko profesora Šonca za sebe omenim, ki je vodil to zasedbo, ki si je že tudi te omenil, da šlager se reče, to je tak, če mogoče še o tem povem, je srednješolska zasedba, kjer so imeli dijaki priložnost, tisti, ki so se ukvarjali z glasbo ali pa s petjem, da so pač to razvijali, pa GCC je bil tak, da, no vse še zdaj, da se ful veliko stvari dogaja čez celo leto. Jaz se spomnim, da smo imeli ful enih. Pač mi smo pol kar imeli ful enih nastopov, itak je to vse, pač ko dijak zastopaš za svojo šolo, ampak res... Čuda, pa manjkali smo pri pouku toliko, da je sploh brez veze govoriti. Mislim, veliko je tudi bilo pomembno to, da je ravnatelj Gregor Deleja, takratni ravnatelj, on je ful se zavzemal za to, da se je GCC kulturno udejstval, pa da je imela šola nek tak imidž,
da je to pač šola, na kateri se ful dogaja, kar se kulture tiče, ker je tudi sam pač kulturnik, zelo fan kulture, pa je imel je tudi zbor na čez moški, Favozo. In se je res takrat ogromen delal na tem, da so bili skozi neki dogodki. Pač tega je Že znotraj šole mislim, da je bilo 12 nekih eventov letno, rock'n'sport, pa še pa kaj priložnost. Mi smo še na druge šole smo šli kaj špilat. Pa, zato sem te vprašal, če misliš, da si se prav odločil, ko se mi zdi, da je to neka taka tema, da je danes sicer tega zmeri manj, ampak ko sem se jaz upisoval v srednjo šolo, sem za velik vrstnikov še vedel, da so se mogli upisati nekam, ko so starši hoteli. Aha. Da sicer mislim, da je tega zdaj zmeri manj, ker je pač tok, I guess, izobilja, pa ker lepo živimo, da je staršem pa tudi nekako vzgoja je taka, pa internet, da bolj podpirajo, kar si otrok sam želi. Ampak veliko razumem pa tudi mentaliteto, da si starš misli, ko pa ti veš pri 15 letih, ko bi rad. Ja, itak je. Se velikih res ne ve, ampak ni konc sveta, če se prepišeš. Pa se bi rekel še vsem, da večina ne ve, pa malo. Ja. Sploh zdaj. Jaz mislim, da je zelo redko, zdi se mi, da je zelo redko, da bi ti že v srednji šoli ali pa že z upisom v srednjo šolo zavedal ful mi je, da reč na živce, zdaj ko si glih to temo odprl, ko se osnovno šolce kako bi rekel, na nek način se jim zatira mišljenje, da se morajo zdaj že da moraš točno vedeti, kam se boš upisal v srednjo šolo, ker to pa zdaj odloča o celi tvoje prihodnosti, kar se mi zdaj sploh ni res. Mislim, lahko greš ti, lahko zamenjaš vmes srednjo šolo, lahko zamenjaš potem, kam greš na faks, ali faksa sploh ne delaš, pa pol greš izredno. Zdaj se mi zdi tukaj veliko enih možnosti. Zdaj spet odvi, če hočeš iti medicino, pol mislim, da ni druge. Ne? No, tudi meni so to po mojem ubili v glavo v osnovni šoli, ker jaz, dokler nisem v srednji šoli se je zgodilo, da je kdo prišel na naš program ali pa šel kam drugam, sploh nisem dojel, da se to da. No, se glih to je. Ti si si mislil povedati, da ti kao, da ko se ti odločiš, je to to. Pa ful je, ne vem, tak se mi zdi, da je velik strah, no, zdaj kaj pa, če ne bom prišel, ti so srednja, je v bistvu nič kaj hudega, se ne bo zgodilo. Za faks pol je isto. Pač ni konc sveta, če si se narobe odločil. Mislim, se pravim, spet po eni strani je to, da imaš, pač, če se upišeš v neko tako smer, kjer ti rabiš zdaj formalno izobrazbo takšno, pa da imaš neke upise, ampak tega se mi zdi, da ni. Ne vem, no, zdaj v glavnem imamo v glavi sam medicino, jaz ne vem, če še kaj druga tako. Kako pravo, mogoče pač te take zategle. No, ne vem. Edino, če bi se mogoče še enkrat odločil, bi se probal še bolj v IT usmeriti. Da bi mogoče, mislim, sicer tam je spet velik matematike, no? Če greš na kak feri, recimo, pa to mislim, da se veliko na tem dela. Ampak da bi mogoče mi bilo še bolj enostavno priti do tukaj. Zdaj ni pa tudi nujno, da bi sploh pa veselo to dela, to, kar se dela. Meni se zdi, da smo midva tok mentaliteto spremenila v zadnjih 5 do 10 letih, kar se tiče tega, česa si se sposoben naučiti, če te zanima. Če bi se zelo usedel pri teh letih neko srednješolsko matematiko, pač bi se jo naučil. Ker takrat je pač itak puberteta, pa prefrontalni korteks ni razvit in ti sploh nisi sposoben čist nekih smiselnih odločitev delati v bistvu. Pa prioritet določati, ker so tvoji interesi čist nek drugi, pa hormoni, pa to. Ti čakaš, da bo konc puka, pa da se greš zabavati tam, recimo, ali pa neke druge. Ne vidiš enačbe, vidiš joške. Aljaž Bernikov bo tole všeč. Jaz sem rekel si, da boš pogledal cel podcast. Zdaj gre za res. In če boš tudi gost postal. To bo pa zelo dober podcast. No, v glavnem jaz bi še enkrat tam to smisla reči, da v glavnem mislim, da lahko zdaj ti karkoli hvala, moram se še navaditi to. Karkoli se odločiš, da bi zdaj pač rad delal v življenju, načeloma so ti možnosti precej odprte. No, nismo zdaj vsi na istem, ampak pač da se. No jaz, ko si rekel, da bi se ti bolj v IT usmeril,
Jaz mislim, jaz sem sicer še zmeri študent na magisteriju iz ekonomije, ampak jaz, če bi še enkrat šel vse, bi se vse isto odločil. Vsaka čast. Sem vesel, da sem šel na gimnazijo, čeprav sem imel ful težave od začetka sploh. Zato, ker jaz sem bil tisti osnovnošolski učenec, ko je imel skozi petke brez truda. Aha, je pol te hitna, ko si mogel malo. Po bi pa dejansko mogel nekaj narediti, pa še ful sem manjko pri pouku zaradi teh obšolskih dejavnosti in se isto, ko si prej rekel, da 2 tedna si zamudil in sploh pa matematika, ko pač ful hit se ne učiš sam z razumevanjem, ampak moraš naloge, moraš problem solving trenirati, da je lahko usvojiš. In to je bilo... To je, ko imaš kak hecen video, ko se obrneš od table za pol ure in pol nazaj pogledaš, je čisto nova dimenzija, spet gor, pač gre tu kit naprej, ali pa zdaj ne vem. Tako da sem bolj sicer skozi dober, razen... Ne, prvo leto sem bil prav dober, pa zadnjo leto sem bil prav dober. Ampak zadnjo leto sem bil prav dober zaradi COVID-a. Jaz sem pa bil, mislim, da vsa leta dober, razen zadnje leto sem bil prav dober zaradi upisa. Ti si še vedno dober. Dober človek. Florian. Zaradi upisa. Takrat, ko sem se jaz upisoval pol naprej, zdaj gremo naprej. Ko sem se upisoval na faks, sem se odločil, da mi šel isto predšolsko, to, ker itak ti, ko narediš na tako poklicno smer, nimaš spet veliko toliko odprtih možnosti. Če ne, mislim, imaš v primeru, da se odločiš, da boš še 5. predmet obiskoval, ne? Ali pa če se odločiš pol, da greš maturitetni tečaj. Torej, tudi če celo srednjo šolo zabluziš. Pa če ugotoviš, da to ni za tebe, lahko greš na maturitetni tečaj, ki traja, mislim, da 1 leto in pač ti mal iz tega dobiš splošno maturo, če vem prav. Sicer imaš veliko dela, ampak... Ja, lahko, če hočeš. Pač no, itak je tak, da mislim, da delaš pol samo te predmete, ki jih imaš na maturi, nimaš nekih drugih in pač 1 leto res intenzivno to. No, glavno, jaz sem se potem odločil, da grem predšolsko še naprej. Zdaj pa ne vem, kaj sem hotel povedati. Ja. Hvala lepa za pozornost in... Nasvidenje. Otroke si imel rad. Mislim, rad otroke. Ne, zakaj si, se to me zanima, zakaj si glih predšolsko zbral, ne pa dirk neko drugo poklicno? Po moje zaradi tega, ker je zelo dinamično, poklice mi je zdaj full fine, pa še zdaj mi je tako, da če bi gotovil, da mi nič od tega, kar sem zdaj začel delati, torej recimo prva, mislim, najvišja stopnička mi je, da bi se rad sam z glasbo ukvarjal, ne? Pol druga je ta informatika, v kateri stoji, če mi pa nič od tega ne bi šel, sam bi pač hotel vrtco delati, mi ni bilo to nikoli problem. Ne vem, tudi ko sem iskal, recimo, mi je bilo fajn, ampak jaz v tistem času nisem dobil v kratkem času po priložnost za zaposlitev, čeprav je bilo ful iskano. Vem, kaj sem hotel povedati. Ko sem šel, jaz sem bil prav dober zato, ker je bil ful problem z upisom. Je bilo tako, da če si hotel iti, pač imel si šanso, da greš redno v Ljubljano, v Maribor ali pa v Koper. In Ljubljana mi sploh ni dišala in nisem dal niti pač na nobene priložnosti, niti nisem šel na informativne. Tako da sem dal možnosti za opis, oziroma odločil sem se, da bi šel prvo željo, pač 3 želje imaš čez vrstno. Prvo željo sem dal Maribor, pol drugo sem dal pa Koper direkt. Je bilo tako, da zdaj za Maribor mi je z nekaj zelo malega zmanjkalo, Koper sem jo pa tako s prav dobrim uspehom sprejel. Če bi hotel pa v Ljubljano, ali pa da bi si zagotovil, mogel biti pač odličen, kar pač nisem bil. Tako omejitev so imeli. Ja, takrat je bila ful visoka, no. Zanimivo. Vse to bi se dal po moje pogled 2014, 2015. Takrat so bile res visoke omitve, no, ker vem, da sem imel pol borbo s parimi profesori za te ocene, da je to šlo skozi. Tako da ja, nadaljeval sem pa potem faks v Kopru, zdaj bom jaz mogoče do konca povem, da lahko nadaljujemo. Ja, sam pred nadaljuješ, jaz sem te sam mislil vprašati, če bi ti kaj, kar se tiče srednje šole, če bi kaj spremenil. Oziroma, če bi šel še enkrat, pa ne če bi šel na drugo šolo, ampak v tem času, ko si bil na centru, če ti je kaj tako, ko se spomniš, da bi pač drugačno naredil, ali pa da bi se čemu bolj posvetil, pa ne vem, bi ti bilo mogoče to, da bi bolj delal na ocenah, pa da bi lahko šel v Maribor, bi ti to kaj face življenje spremenilo. Zdaj, prej si me vprašal...
zakaj sem se odločil, pa si mi dal to vprašanje, če imam rad otroke, jaz nisem se nikoli s tem vprašanjem, tako mi je bilo, tako se neprijetno počutim, da me nekdo vpraša, če imam rad otroke. Ni mi to bil nikoli problem, je to bilo vedno fajn, pa ful je razgibano. Zdaj, kar me mogoče zmotil, je bil ta popoldanski pouk, ker si pač pač ti si cele dneve izgubil, pa ne, dopoldne, ali si spal, ali si pač kaj naredil, ali za šolo, ali za sebe, kakorkoli, nisi pa imel zdaj neki tako ful prosti čas, pa preden sem prišel, jaz doma bila ura 8 pač, naprimer. Tada, to bi mi bilo mogoče fajn, sam zdaj drugam spet ne vem. Drugam tudi ne bi šel, ker mi je bilo na centru ful fajn glede vsega, pa ful je bilo priložnosti, jaz sem se zraven razvijal glasbeno. Kar bi mogoče je za sebe spremenil, je mogoče samo to, da bi se že prej začel bolj kaj športom ukvarjati, pa to, no, da je pač... da to tako vpliva ful fajn na vsaj in da bi že takrat lahko pač bolj. No, jaz sem začel malo na tem delati, pa nisem zdaj nek šport, začel malo na tem delati, da sem bil bolj aktiven, ne vem, proti koncu srednje šole, 3. letnik mogoče. Ja, jaz tudi bolj pozno sem to. Pač, no, če me vprašaš, zdaj to je taka stvar, zdaj ne vem, jaz mislim, da ne bi srednje šole spremenil, ker načeloma sem ful zadovoljen. Ja, ker jaz za sebe bi rekel, da če bi lahko bi spremenil to, da bi več knjige bral. Ampak je bil pač faktor, zakaj jaz sem bil ful velik bralec v osnovni šoli, ampak sem bral samo fikcijo, pač te Harry Potterje, pa Eragon, pa te fantazijske knjige. In pol sem prišel v srednjo šolo, pa sem nekako izgubil interes, mogoče zato, ko sem tako mladinsko literaturo bral, ampak v srednji šoli se mi zdi, da je totalno napačna izbira gradiva, ki se ga daje za brat. No, mama knjižničarka in smo se ful skregala dvakrat glede tega, ja, ker sem pač sam to trdil, da bi mogli prilagoditi gradivo na ta način, da bi bilo najprej zanimivo mladim bralcem, da bi ti mogoče, da bi te potegnil noter, ker pa moja marsikoga je, ki je bral te Harry Potter, pač no fantazijo ali pa nekaj takega, kar te bolj zanima, pa da bi pol počasi ti dal ker ta prvo te slepnejo za tisto Antigono, pa Hamletom. Da pa se tudi slovenska književnost. Razumem, da pač je to nekaj, ko moraš predelati, pa v redu, daš to dijaku za prebrat, ker sam se ne bo spravil tega prebrat, mogoče kot nek challenge, ampak problem je, da moj pogled na to, ko gledam nazaj, je, kot da smo skozi same take knjige dobivali. Ni bilo enjoyable. Moglo biti neko ravnotežje. Daš neki tetih, daš pa neki takega leposlovja, ko bo pač zanimivo pač dijaku, ko odrašča, pa ga zanimajo totalno druge stvari, ko pa za koga imamo demokracijo. Ja, ful je tak, to moraš zdaj narediti in ni izbire. In to po moje, ne vem, zaradi tega se mi zdaj ful ljudi ne bere, kot mogoče bi. Že iz tistega nekonformizma. Ne bom jaz delal. Ja, tole je kar nekaj, ne. Ker recimo, če greš gledati za osnovno šolo, se mi zdi, da imaš, mislim, itak je osnovna šola, pa je vse ful v navednicah lažja, ne. Ker itak ti, s časom je vse težje, ampak si ti boljši, ne, zaradi tega se ti zdi mogoče lažje. Kar sem hotel reči, je pa to, da v osnovni šoli se mi zdi, da imaš veliko bolj, če primerjaš to bralno značko, ne zdaj samo pač slovenščino, ne. Imaš ful veliko tega, da si imel nabor knjig, kakor se jaz spomnim, kakor je bilo pri nas, in si lahko si imel, ne vem, polovico si mogel prebrati nekih takih stvari, ko si sam zbral, pa ti je bilo všeč. Polovico si imel pa, ne vem, nekaj takega, ko so to malo... To sem zdaj videl recimo svoje nečakinji, ki zdaj bo šla v 3. razred. In sem spremljal malo, kakve stvari je brala za bralno značko in je res še ta sistem nagrade, ko dobivajo tiste neke... Zvezdice ali nekaj. Ja, pa kako bralno značko si dokončal, ampak prav ta izbira je pa najboljš, po mojem, ne? Da lahko otrok res bere tist, kar ga zanima, pa kar mu fajn zgleda. Ne pa tist, kar mu je v silu učitelja. Ne? No in kar smo se pol midva z mamo kregali, je bilo to, da jaz na vsak način trdil, da bi mogli pač mlade bralce privlačiti s tem, pa da bi jim dali nekaj tega, kar je fajn, kar ti je fajn, ne, recimo, ne vem, vsaj, ne vem, tretjino mogoče, ali lahko tudi še manj, da bi prebral nekaj, kar ti je fajn, pa zraven pol postopno se uvaja še to, kar jaz še vsem se strinjam, da moraš ti prebrati so to leposlovje, pa
vse Cankarje, pa Jurčiče, pa tudi če vse ne. to. Veš, koliko knjig smo mi, ker to je preveč vsega. Koliko smo jih ampak obdelali samo kot, da je razložila, kaj se je zgodilo. Mene je že fajn, če povežeš malo zgodovino za razumevanje obdobja slovenska književnost. No. To mislim. Ja. Jaz mislim, da je ful lažje si pa predstavljaš, kak je bilo, pa ne vem, da imaš en okvir, ja. Pa zdaj sem recimo Cankarjem, pač dejansko vidiš, v čem so živeli, pa tako, no. Ja. Pa če ne druga, malo širiš obzorje. Se tudi zdaj, če bi se spravil iste knjige še enkrat brat, bi jih čist drugač razumel, ko pa si takrat je bilo sam bedno. Ker recimo ko smo pa mi prišli do tega nadrealizma, pa dramatika, absurda, pa tudi preobrazba, pa dogodek v mestu Gogi, pa ko so bili strahovi, to je bilo pol meni ful zanimivo. Ja, tudi meni. Škoda, da je moglo trajati 3 leta gimnazije, da smo do tega gradiva prišli. Sem si tudi verjetno si ti zdaj, ne vem, recimo meni je bila gospa Bovary ful fajna knjiga, to ful fajn, a tebi ne? Ne, ja. No, veš, ampak naprimer si ti tudi mogel prijeti do tega, oziroma te mogli nekaj tak potegnati, no. Medtem, ko ostale stvari še vedno, si tam prebral nek odlomek, pa ne. Še vedno je stvar okusa. Ja, sigurno. Ker hiter se po mojem tisti profesor zaslepi, da če je neko delo klasika, mora biti vsem všeč in je pomembno, da ga preberejo. Ker tudi mislim, v vsaki umetnosti, tudi v glasbi, v filmih, lahko ti dam zdaj nek Kubrickov Space Odyssey zagledati, pa ko je kot masterpiece tretiran, pa je recimo meni, ko sem bil takrat nezrel gledalec filmov, bil totalno dolgocajten. Aha, ja. Zdaj bi ti bil verjetno čist drugačen. Ja. No, tako da že mislim, da se ful okus razvija, oziroma kak sploh ti zaznavaš. Tako da gremo zdaj nazaj na tvoj faks. Kvant, nočeš me več o knjigah pogovarjati. Ne, mislim, da čakaš, da vse fajn, da smo zabredla. Ja, se še bomo. V glavnem, pa moje je fajn, da se pogovarjamo zdaj v prvih epizodah malo več o tem, da imajo tisti, ki bo spremljali, da lahko za nazaj pogledajo, pač čim se mi dva ukvarjamo, pa izhajaš, pa na kaj se navezujemo. Ja, vse naprej bo po mojem bolj takle zgledal, ko smo zele, pa malo zajebancije, pa... Ja, ne, tukaj se ne hecamo. Torej, jaz sem potem šel naprej v Koper študirati, predšolsko vzgojo, isto to je trajalo 3 leta, v 4. letu sem zdaj absolventa pa diplomiral, pa bilo pa to je bilo kva, nekje 2018-2019, v tem času sem se skozi glasbo ukvarjal, oziroma kaj to specifično pomeni, da sem velik bas kitaro igral, nekaj malega sem se začel z akustiko, nekaj malega s teorijo. Zdaj, ko si rekel, da nimaš nobenega znanja, kako zgleda, ko greš ti v javno glasbeno šolo, to je tako, da ponovno ti delijo potem, ti imaš inštrument, se odločiš za en inštrument, pa odločiš se za, teorijo dobiš zraven, pač to moraš, oziroma v nadaljevanju še solfeggio, medtem ko če greš ti na faks, imaš pa še ostale te predmete, zdaj imaš že na srednji glasbeni, imaš več predmetov. V glavnem, jaz sem pač velik bas kitaro igral zraven, čez cel čas imel sem neke bende, pol pa začel se, to so bili recimo 0-0 taki, pa potem kasneje Takeover, pa vmes sem se tudi jaz spet tem ukvarjal, smo imeli eno srednješolsko skupino, ki se je rekli Chilex, vodojo Jaka Škapin, ki zdaj v Londonu, oziroma on je Mr. Worldwide. Jaz nič ne vem o tem. Čak srednješolsko ali na faksu? Ne, to je bilo čist srednješolsko, oziroma ko sem jaz bil v... To je bila manjša, mislim, tako neko tetarka. Ne, nas je bilo ful veliko. Zdi se mi, da nas je bilo ful veliko. No, to se moram zdaj vrnati. To je bilo po moje v nekem, ne vem, začetek srednje po moje, ker tukaj je bila, mene so not povezali, mrzda sestrična bila tu, pa ta kolega Jakak, pa vsi so hodili prej v Rimske na osnovno šolo. In oni so se še prej neki s petjem, pa neko dramsko igro, neke te skeče so delali, pa tako ne vem točno niti, no. Mislim, tudi se slab, to je bila osnovna šola. Pa so pa oni, da bi imeli neko skupino, pa ta Jaka je bil že takrat ful sposob, pa ful se je veliko ukvarjal z glasbo, pa ful veliko je vedel o tem, pa igral je sicer klavirsko harmoniko, pač te klasične zadeve. In je pač zasnoval neko to srednješolsko skupino, kjer je bilo, ne vem, mislim, oni so drugače na Kajuha hodili, to je pač ta prva gimnazija v Celju, in večina jih je bilo iz tam, pa nekaj nas je bilo iz centra, pa nekaj iz Lave, tako ful velik srednješolcev, tako da lahko si pol misliš, da je bilo pač ful vedno. Je bilo to zabavno, vaje smo imeli v Laškem,
In smo imeli fulanih nastopov, pa zelo precej, mislim, meni se smo bili se precej pravi, uspešni. to je bilo čist v bistvu nepovezano z srednjimi šolami. Na kakšen način? Pač je zasedba čist- je obstajala zunaj. Ja, čist izven. Čisto čist izven, obšolska ja, dejavnost. Aha. ja, tako da bi se mi dva zdaj odločila, da bomo imela zbor. Okay. Drugač pa imeli smo par svojih koncertov, nek dobrodelni koncert je bil, naš gost je bil Zlatko, ki je bil takrat zelo popularen, pa to nekaj je tudi prišel. Popularen, pa glasno. Takrat je bil ta, ne vem, kaj so kaj komade. Rad živel bi svoje sanje, veš, ta komad. Več od Life-a je bil takrat še neki reklami pa to. No, takrat je bilo, recimo, se mi zdi, da ful. Ko je s Pušlarco. Ja, tudi. Oziroma, drug komad je bil. Drug komad, Svet je tvoj. Ko je on zoom noter. No, glavnem pa Nina Pušlar je bila na gradu v Laškem, tudi naša gostja z bandom. Pa imeli smo nek nastop v parlamentu tudi, predeno se, ne, po zaključni seji menda. V glavnem ful, no, mislim, tukaj res lahko zdaj Jaka to spet šada, tam on je ful velik naredil pač s tem. Pa ta zasedba ne obstaja več. Ne. To je obstajalo, dokler nismo šli naprej na faksu, oziroma dokler on ni pol šel. On je šel pol glasbo na LCCM študirati v London. No, zdaj pa, če se vrnem jaz nazaj na moj faks, tukaj sem se veliko tudi z glasbo ukvarjal, še vsem pa tem neke bende snil, pa začel sem v tem času igrati v BK Studio bandu, to je band, ki je del Vokal BK Studia, namenjen običajno temu, da spremlja mlade pevce, ki se učijo petja primarno pri Boštjanu in Željki in ostalih mentorjih. In pevke. Večinoma pevke. Ja. Je bil pa ta band tudi tak, da smo tudi druge igrali, ni bilo to zdaj vezano samo na te nastope. Sama ni to zanimiv fenomen, koliko več punc spoje, kot pa fantov. Ja, jaz mislim, da je to povezan že s tem, da načeloma se mi zdi, da so punce oziroma ženske bolj čustvene. Ja, pač mislim, da se vse temu, ne bom rekel prilagaja, ampak da je pogojeno s tem, da ti nekako izražaš sebe, tem ko moški, mislim, da je primarno, da zdaj pač no. Ne vem, pač se mi zdi, da so poklici pač so taki, zdaj ne vem, če to ločujemo. Bolj ranljive. Ja, veliko bolj, ja. Se bolj pustijo izraziti. Še zdaj mislim, da to ni tako zelo pogosto, da bi ful pač ja, je veliko pevcev, ampak zdaj, da bi šel recimo nekam bolj konzervativno mogoče ali pa na neko vas, ni tak veliko pevcev, spet veš, kaj mislim. Ja. Ni tak, da se koboš zdaj ti pevte. Mislim, no, ne vem, če še zdaj vedno tak, to je mogoče, ne vem, zdi se mi, da je to malo pogojeno s tem. No, v glavnem, jaz sem potem ta faks dokončal in sem pol nekaj časa iskal zaposlitev v vrtcih in je bilo tako, da če hočeš ti, oziroma takrat, če bi hotel jaz začeti delati, bi mogel najprej pač nadomeščati neke bolniške, porodniške, pa v tistem času ti pol neke ure nabiraš, pa pol narediš strokovni izpit tudi, kot imaš dovolj ur, ampak jaz takrat nisem nekako zraven prišel, ali ne vem, nisem bil v pravem času napravljen, ne vem, kakorkoli. In sem pol se z Boštjanom zmenil in sem pač delal, mislim, da nekaj... Boštjan Korošec ima Vokal BK Studio. Omenjen naprej. Tako. Ki dela še zdaj zelo veliko. V glavnem... Ko imaš to? To je od Miške. Ja. Hotel sem povedati to, da sem pol nekaj, približno 2 leti sem potem pri njemu delal, ukvarjal sem se malo z organizacijo dogodkov, pa malo z logistiko, pa igrali smo veliko, tam sem se naučil pač precej igrati, pa kako s tehniko delati, kar se zvočenja tiče, pač toliko, ker imam znanja, no. Potem pa mislim, da je že bila korona. In v tistem času, ko se je korona začela, je bilo pa tako, da je vsem zagustilo, ki so to delali, kar je bilo povezano z nekimi prireditvami, naprimer, no, pa tudi slučajno splošno je ful prepovedi teh stikov, pa koncertov itak ni bilo. In v tistem času sem jaz spal, kaj bi zdaj v tem času delal. Jaz sem pa vedno želel, da bi se z informatiko ukvarjal. Zdaj, kaj ne, vedel sem, da je programer, najvijo sem med druge hardverske stvari, pa tak. Od kdaj? Ne vem, jaz sem že vedno tako, nisem, vedno.
zelo, mislim, nisem zdaj tak, da bi šraufal ful rad, ne. Mi je bilo bolj kako stvar nastaviti, ali pa ni bilo nikoli problem kaj prebrati, pa se na novo naučiti, pa to implementirati. Pa ne vem, imam tudi brata, ki se ful dobro znajde v tem, tako da ne vem, ko sem bil recimo doma, je bil on prvi naslov, če je šlo kaj takega, je polon, kaj to, ne vem. Če pa on ni bil, pa sem pa jaz recimo, ki sem se znajdel s tehnologijo zelo dobro. Se ne vem, to je po mojem nize na ne vem, koliko visokim nivojem, ampak tako vedno me zanimalo. Ja, sej mogoče ena taka moška stvar to, I guess. Ja, da radi. Čeprav nisem pa zdaj nikoli, da bi pa zdaj neke avto šraufo, to nisem. Ja, jaz tudi ne, pa isto za računalnike. Čeprav jaz sem kot otrok ful razstavljal računalnike stare, pa neke stare stvari, pa jih skup šraufu. Ampak ne, da bi kaj funkcionalnega naredil, sam ni delal pa več, ko si ga šraufa. Sam sem pa isto ful rad z računalniki delal, pa se poglabljal neke nastavitve, ampak sem bil bolj za software kot hardware. No, jaz ful dolgo, ful nisem upal sam, pa ful, mislim, tist čas, ko smo bila še oba z bratom doma, je bil on vedno meni tako, mislim, vzor. Se mi zdi, da so oni res čarali tam, pa takrat je bilo ful to, če si neki kreko, je bilo to, ne, veš. Jaz sem tudi rekel, veliko stvari. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Komentirajte, lajkajte in se naročite, ker če ne, se bo kaj zgodilo, Florian. Če ne bomo vašim najbližjim povedali vse vaše temne skrivnosti. Vse. Čau.